Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V tokratni pravljici bomo spoznali želvico Elo, ki je zelo počasna. In ravno zaradi njene počasnosti se prijatelji nočejo družiti z njo. Uboga Ela. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa slovenske pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom Ela počasnela. Želvica Ela je bila zelo počasna želvica. Še govorila je bolj počasi, zato se jo je kmalu prijelo ime Ela počasnela. Daj, pohiti že, jo je po zajtrku priganjala mama želva. Pomila je že vse skodelice, samo še njeno je čakala. Saj bom, je obljubljala želvica Ela. Hitim, kolikor le morem. A njena skodelica je bila še vedno do polovice napolnjena z vročo čokolado, medtem ko so jo druge želvice že zdavnaj popile in so se na vrtu igrale skrivalnice. Tudi jaz bi se igrala z vami, je rekla, ko se jim je končno pridružila. Prav, mižiš, je rekla želvica Kaja. O, ne, so protestirale druge želvice. Do večera bo trajalo, da nas bo Ela počasnela vse našla. Tako se želvica Ela z drugimi želvicami ni igrala skrivalnic. Pa še marsičesa drugega zaradi svoje počasnosti ni počela skupaj z njimi. Pravzaprav se z drugimi želvicami, razen pri jedi, sploh ni družila. Toda nekega dne se je vse spremenilo. Kam pa tako hitiš? Jo je vprašal polž. Hitim? Se je začudila želvica Ela. Skoraj bi me pohodila. Oprosti, res te nisem videla, se mu je opravičevala presenečena želvica Ela. Če ne bi pogled upirala v tla, bi me zagotovo opazila. Pa ne samo mene, ampak tudi druge čudovite stvari. Katere čudovite stvari? Kaj je presenečeno pogledala želvica Ela. Le ozri se malce okrog sebe, je rekel polž. Želvica Ela je dvignila glavo in pogledala na desno. Prav blizu poti je zagledala mravljice, ki so pod košato jelko gradile svoje domovanje. Neverjetno, je rekla, ko jih je nekaj časa opazovala. Delajo brez premora, jo je podučil polž. Vse dokler njihov dom ni zgrajen. Želvica Ela se kar ni mogla načuditi njihovi spretnosti in vztrajnosti. Potem je tik nad mravljiščem zagledala Pajkovo družino. Tudi oni so imeli polne roke dela. Sproti so izdelovali pletivo in z njim pletli mreže. Kako močne niti, se je čudila želvica Ela. Polž je prikimal. Vsi tkajo in vsi pletejo. Potem mreže prepletajo med seboj. Tako jim niti najmočnejši veter ne more do živega, je razložil. Želvica Ela ga je z zanimanjem poslušala.
Potem je na drugi strani poti v drevesni duplini opazila par siničk. Poglej, je bila navdušena. V kljunčku prinašata slamice in jih slino lepita skupaj. In tako bosta spletla gnezdo za svojo družino, je dodal polž. Želvica Ela je še dolgo z zanimanjem opazovala siničji par. Pa tudi mravljice, ki so svoj dom zdaj gradile že v nadstropjih. In pajke, ki so svoje mreže pletli kar po zraku. Neverjetno, neverjetno, je ponavljala želvica Ela. Da lahko opravijo takšno delo, morajo biti zelo spretni. Prav vsak je spreten v nečem, je rekel polž. Tudi jaz? Se je začudila želvica Ela. Tudi ti, je zatrdil polž. Toda jaz sem vendar tako zelo počasna, ga je presenečeno pogledala želvica Ela. Tudi jaz sem počasen, je rekel polž. Pravzaprav sem še počasnejši od tebe. A prav zaradi svoje počasnosti lahko opazim čudovite stvari, ki jih vsi, ki ste hitrejši od mene, ne opazite. In tako vam pomagam, da jih tudi vi lahko vidite. Prav zares, mu je pritrdila želvica Ela, ki brez polža, mravljic, pajkov in siničk zagotovo ne bi opazila. Toda zakaj bi jaz lahko bila nadarjena? Je spraševala polža. Polž ji ni znal odgovoriti. Zato želvici Eli ni preostalo drugega, kot da se mu zahvali, ker je pomagal videti čudovite stvari in pohiti proti domu. Končno! So vzkliknile želvice, ko se je prikazala na hišnem pragu. Ela počasnela je doma, so hitro obvestile mamo želvo. In ker so bile zdaj vse želvice na kupu, je mama želva na mizo postavila večerjo. Sadne palačinke z marmelado in čokoladno mleko. In ko so želvice pojedle še zadnjo palačinko in popile še zadnjo kapljo čokoladnega mleka, je želvica Ela začela pripovedovati. Nekoč, v davnih časih, ko je za 9 gozdovi živelo kraljestvo začaranih mravljic, in potem je pripovedovala in pripovedovala o pridnih mravljicah in o modrem polžu, pa o bogatih pajkovih mrežah in o spretnih siničkah. In pripovedovala je, kot je znala pripovedovati samo ona. Zelo počasi. In tako se je potem godilo, večer za večerom. Želvica Ela je pripovedovala nadvse nenavadne in čudovite zgodbe, po katere je čez dan odhajala v gozd. Želvice pa so jo vedno znova kot začarane poslušale. In prav nikoli je niso priganjale naj pohiti, prav nasprotno. Ko bi morale že zdavnaj v posteljo, so jo celo prosile: bolj počasi, Ela, bolj počasi. Kaj ti raje, kot da bi spale, bi želvico Elo in njene zgodbe vso noč poslušale. Bravo, Ela! Res si več kot odlično izkoristila svojo počasnost. Vse pohvale. Morda bi se tudi sami morali kdaj malce umiriti ter opazovati svet okoli sebe. Odlična pravljica. V mojem knjižnem kotičku
pa lahko prisluhnete še mnogim pravljicam slovenske pisateljice Mojceje Podgoršek. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam pravljičen pozdravček v družbi želvice Ele. Čau, čau. Bravo, Ela.